Ja, tudi v letošnji sezoni beremo knjige, ki so nagrajene z zlato hruško. Hrušk seveda ne bi bilo brez živalic, ki smo jih danes že omenili, brez čebel. Več o njih nam bosta povedala Rok in Živa, ki sta prebrala knjigo Pjotra Sohe, Čebele. Živa, pozdravljena. Tale knjiga je res polna znanja o čebelah. Katera informacija v knjigi pa je tebe najbolj presenetila? Da so čebele živele že z dinozavri in pa to, da letno v Evropski uniji pridelajo 16 milijard evrov. Wow, to je pa res kar velika številka, veliko medu in veliko čebelic. Tudi v Sloveniji smo s čebelarstvom izredno trdno povezani. Kako pa se ta dejavnost po svetu razlikuje od čebelarstva pri nas? V Afriki panje obešajo na drevesa, njihove divje čebele potem tam živijo in na koncu jih v bistvu oropajo. V Aziji orjaške čebele ne delajo gnezd v panjih, ampak na prostem, pod skalnimi previsi ali pa pod drevesnimi vejami. V Sloveniji imamo pa nakladalne panje in tudi svojo avtohtono čebelico, kranjsko sivko. Na katero smo seveda lahko zelo ponosni. Čebele so za naš obstoj ključne, ampak a jih dovolj cenimo? Povprašajmo kar soavtorja knjige in ilustratorja Pjotra Soho. Pjotr, lepo pozdravljeni. Ja, zdi se mi, da so včasih znali čebele bolj ceniti. Že antični Grki so imeli med za hrano bogov, medtem ko so v času Napoleonove vladavine čebelo postavili kar v središče grba. Kako danes gledate na naš odnos do czebel? Na początku XXI wieku naukowcy zaobserwowali na całym świecie zjawisko zwane masowym ginieniem pszczół. Pszczołom szkodzą telefony komórkowe, których używamy. Fale radiowe emitowane przez telefony utrudniają im orientację w przestrzeni. Pszczoły nie mogą znaleźć drogi powrotnej do ula. Szkodzą im siatki owadobójcze, których używamy, by chronić rośliny. Od nich chorują i umierają. Jesteśmy powodem zmian klimatycznych, gwałtownych wzrostów i obniżenia temperatury, których pszczoły też nie lubią. No i uprawiamy monokulturę rolniczą, czyli obsadzamy ogromne połacie ziemi jednym gatunkiem roślin, a pszczoły lubią różnorodność, więc niszczymy ich środowisko. Od tego umierają. Ja, zagotovo moramo spremeniti naš odnos do čebel in do narave nasploh. Živa, za konec pa te še vprašam, katera vrsta medu je pa tebi najljubša? Cvetlični ali pa gozdni. Mislim, da imava danes tukaj le ravno gozdnega, pa se z njim malce posladkajva. Izvoli. Mimo grede, Juž, to je med, ki ga je pridelal tvoj tast. Dober tek. Hvala, Rok. Ja, vem, da je ta med res dober. S knjigo Čebele se podajamo v svet teh izjemno pomembnih žuželk. Živa je v prispevku orisala, kako je s čebelarstvom in čebelami po svetu. Kaj je ključna podobnost pri življenju čebel po svetu? A. Panji v Afriki imajo enako obliko kot tisti v Evropi. B. Čebelje panje v Afriki in Evropi priskrbijo ljudje. C. Čebele v Afriki in Aziji gnezdijo na enakih lokacijah. Ali D. Panji v Aziji imajo enako obliko kot tisti v Afriki. Dvakrat ste odgovorili B. Poglejmo, če je ta odgovor pravilen. Živa pove, da v Afriki panje obešajo na drevesa, v Aziji orjaške čebele domujejo na prostem, v Sloveniji pa imamo nakladalne panje. Pravilen je torej res odgovor B. Čestitke.